Se še komu zdi, da je bila Mercedes suša na komoter minuti malo predolga? Je pa ena stvar fajn, ki ti vse skupaj malo pomrzne, ne? Sprednja šipa ima gretje. Drugač pa, ne? ST-Line, čas je za tvoje sladko kisle. Paš kam je še fajn, ne? Pa ne zdaj sam pri Fiesti, ne? Poleg gretje sedežev še ogrevan volan. Je pa hecen, ne? Da kljub temu, da smo leta 2017, da je ogrevan volan še vedno, mislim, redkost, a veš? A very Merry Christmas. Sploh če upoštevaš take fore, ne? Opel Corsa je imela ogrevan volan že kdaj? 2007? 2006? Happy New Year. Svet so mi te mehni kuški, veš, ki so najbolj pametni, ne? Tale bi ga verjetno posnedel za zajtrk, sam se mu glih ne da. O, je zima zunaj, mater! V glavnem, tako kot ponavadi, najprej osnova. To, kar vidiš za mano, je valjda Ford Fiesta, kaj pa drugega. In tako, sem je zadnjih par dni vozil, ima uradno ime Ford Fiesta ST-Line 1.0 EcoBoost. Predvsem ta ST-Line je zanimiv, ker pomeni, da je malo bolj športna. V osnovi, zato ker je ta močna, 140 konji, stane 19.950, kar je že kar ni tako malo. Imamo še nekaj dodatne opreme, tako da cena pride na 24.810, pa da pa voznik Jurija 800 popusta, pa je v bistvu 23.10. V glavnem, pričakovanja so velika, tako da dajmo, ne? Sladko kisle. Prva sladka je zelo kratka, pa zelo simpel, pa bi jo konec koncev lahko vrgel v tist ST-Line paket, o katerem bom pol govoril, ne? Ampak te feltne so mi od prvega dneva všeč na hard, ne vem točno zakaj, zdi se mi, da pač dobro izgledajo in zato si zaslužijo prvo sladko. Kaj pa ti misliš? A tebi so všeč? Druga sladka, vse, ki se da pri tem avtu pogret. Dobro, ta je zdaj malo pristranska, ne, zato ker je zima, pa je zunaj res mraz, ne, ampak v tem trenutku zelo cenim to, da ima gretje sedežev, da ima gretje volana, predvsem pa, da ima gretje sprednje šipe. Let odstajaš v koliko? Minuti? 2 max. Tretja sladka, ST-Line paket. Pa čeprav, po eni strani ne sam ST-Line paket, všeč mi je to, da Ford s to novo Fiesto ponuja v bistvu 4 pakete. ST-Line je valjda eden izmed njih, ne, in z vsakim teh paketov se ti pol spremeni tudi ksiht avta, mislim, gobec, ta sprednji del. Ajde, maska je verjetno najboljši izraz, ne, in tukaj pri ST-Lineu imaš za začetek, recimo tale setov je drugače oblikovan, pa odbijač je drugače oblikovan, v glavnem, vse skupaj je malo drugače od paketa do paketa. Je pa tako, ne, da ne smeš zdaj tega paketa ST-Line mešati s Fiesto ST. To sta dve čisto različne zgodbe. Tam bo recimo tudi motor močnejši, ne bo 1.0, ampak bo 1.5, pa ne bo 140, ampak bo 200 konjev. Ti bo čisto druge vrste veselica. No, pa ko smo že pri paketu ST-Line, ne, feltne zraven pašejo, pa sprednji del je drugačen, pa zadek je malo drugačen, pa roček je tako lepo obdan s tole plastiko. Vidiš, vse skupaj malo drugače. Pa kupi enih napisov ST-Line, ne, sem zunaj, tudi znotri, pa prestavna ročica. Čakaj malo, za prestavno ročico pa nisem ziher. Ja, pa volan je tudi drugačen, ta je malo bolj športni. A je pa podvozje, ne, ta je tudi malo bolj štraf, kot bi rekli Nemci, to pomeni čvrsto. Veš, Nemci bi rekli, dieses Auto hat ein straffes Fahrwerk. Četrta sladka, to je pa motor, jebem ti! Evo ga. Vem, ne zgledaš posebnega, Ford ni dal niti nobene okrasne plastike čez, ampak nič hudega. Vsebina, ta je bolj pomembna. Glavno, kot sem že prej rekel, 1.0, ne, to je razmeroma majhen motor, ampak kar potenten. 140 konjev ima. Če mene vprašaš, gre za super kombinacijo. Majhen, razmeroma lahek avto, razmeroma zmogljiv motor, rad se vrti, elastičen je, šparovan, ajde, no. Mislim, da to je tako, veš, poraba se je pri meni, ker sem ta avto vozil, gibala vse od 6.2 do 7.8. Evo ga, helikopter. Samo da jaz to zaprem. Inač, kisle. Mogoče sem malo preveč zahteven, ne, ampak če imaš malčka, ki je z opremo bolj tam pri vrh, ne, pa se mi zdi, da bi se spodobili, da bi bile šipe zadnje na elektriko, ne pa na roko. Druga kisla, načeloma je meni dizajn Fieste všeč s praktično vsakega kota, razen takrat, ko pridem do zadka. Ne vem, no, nismo se še spoprijateljili, a sem pa navajen preveč prejšnjih generacij, ne, ki so imele luči pokončno, ne položno. Nisem že čist ziher. Tretja kisla, jaz vem, da je Fiesta malček, po eni strani je zrasla vse smeri in feeling tukaj spredi v prvi vrsti, mislim, nimaš občutka, da bi bil na kakršenkoli način utesnen, ker tudi nisi, ampak druga vrsta. Začetek me malo moti, da dostop do druge vrste ni idealen, ne, tale odprtina, ki ti daje ta prostor, da priješ sem zadnji, je razmeroma majhna, pa tudi prostora za kolena se mi zdi, da bi bilo lahko malo več. Peta sladka, z največjim veseljem sporočam, da Fiesta ostaja na cesti eden daleč najbolj zabavnih malčkov. Faktor zabave je pri tem avtu izredno visok.
A še jaz moram priznati, da vsakič, ko pride nova generacija avtomobila, ki je tako ali pa drugače tesno povezan s tistim užitkom v vožnji, me je mal strah, a bo to ostalo ali se bo zgubil. No, pri tem avtu se ni zgubil čist nič. Avto je super vodljiv. Richard Perry Jones, to je Fordov guru za podvozje, je spet uspel pustiti pečat na Fiesti. In po eni strani je kar težko razložiti, ne? Zato ker veš, veliko majhnih avtomobilov, če jim daš velika kolesa gor, imajo veliko prijema. Ampak ni fora samo v prijemu, fora je v tem balansu, v ravnovesju, kako se avto obnaša, ne samo, ko vstopaš v ovink, tudi takrat, ko moraš hipno prenesti težo iz ene strani na drugo stran. No, in kar se tega tiče, sem bil jaz s Fiesto zelo zadovoljen. Ne? Najboljši pokazatelj je bil pa to, da sem se vozil s puncama okrog, ker Tina ne mara športne vožnje. Samo našo pot, zančka smo šli v Lukoco, pa smo se vmes peljali tudi malo po ovinkastih cestah, uspel pretihotapati zmerno hitro vožnjo. Až pri avtih, ki se ne pelejo dobro čez ovinke, ne, tega ne moreš narediti. In to je to sladko, ki se zaključeno. Jaz lahko rečem samo to, da potem, ker je pokazala ST-Line, se ful veselim Fiesta ST. Kdaj točno pride, ne vem. Zdaj pa pičim v Ljubljano, zato ker ob 11 moram biti že na Hon, ker ne bojo nekaj pokazali, ne vem še čisto točno. Kva? Pa Fiesto vrnem, prevzamem pa en drug avto, tak, ki ima zvezdo na nosu. No pa da vidimo, kva imam pri Mitsubishiju za pokazati. O, stari, če šipo ga vidim, Eclipse Cross. A ta avto drugače poznaš, gre za križanca, mislim tako, športnega terenca in služi kot en takšen preview. En me kliče, Gregorčič Jure. Dajte dva buksela. Hotel sem povedati to, da bo Eclipse Cross pravzaprav ena največjih novosti za Mitsubishi v letu 2018. Stari. Ej, tale kokpit se mi zdi kar razgiban, kaj pa ti misliš? Kroma ima tudi kar neki, kaj ti misliš, a? Nač, jaz mislim, da je to. Cene še ne vem kakšne bojo, jaz sem ziher, da bo Mitsubishi pripravil še kakšno domačo predstavitev, da se bomo pa v ta avto lahko tudi usedli, naredili kakšen kilometer. Evo, Fiesto vrnil, prevzemam nov avto, tako sem že prej rekel, ima zvezdo na nosu, ime mu je pa All Terrain. To je tale. Osnovni recept poznamo, to se pravi E-karavan dvig. Stari. Dvojka GTI. Pardon, malo me je muska odnesla. Hotel sem reči, da tale ambient je pa čisto po mojem okusu. Jaz se še komu zdi, da je bila Mercedes suša na komuter minuti malo predolga. Pravzaprav je tako, ne, čez let je bilo kupenih BMW-ev, ne, zdaj bo pa overdose Mercedesa, zato ker bomo kar 3 zapored. Kar dober način za zaključiti vlog, ne? Ajde, čau. Ali bo tole malo preblizu?